V društvu Ravma v Slovenj Gradec pripravljajo serije debat z naslovom Preko pogovora do impulza. Na drugem srečanju so gostili profesorja Karla Pečka. Nedvomno je akademski slikar Karel Pečko sinonim za vsestranski razvoj Slovenj Gradca, k kateremu je veliko prispeval tudi sam. Že od svojega prihoda v to mesto, ko je kot velik vizionar začel z gradnjo galerije likovnih umetnosti, mu je bilo še kako mar za kulturni razvoj, ki mora temeljiti na dobrem zgledu. Danes, ko sem se s profesor Pečkom pogovarjala pred samo debato, mi je dejal, da je naš kraj resnično nekaj posebnega. Torej malo mesto, mala galerija in veliki dogodki. In na tem dejstvu je baziral zanimiv pogovor, ki je potekal v prostorih društva Ravma v Slovenj Gradec. Gospod Pečko se je uvodoma spomnil na začetke gradnje galerije likovnih umetnosti. Mene tudi sprašujejo, kdaj, da vem, ko pridejo, ne vem, iz Evrope, kako je pa tako mogoče tako galerijo. Veste, jaz lahko odgovorim samo, da je to naključje. Švedi pravijo, da naključje ustvarja usodo. Nič ni programirano, vse veste naprej. Poslušajte, imam še eno, ki so me pa naučili, veste kdo? Bančniki. Veste kaj? Veste, kakšno klauzulo imajo? Ja, dolgoročni program, ampak ne smeš pa kratkoročno vsak mesec pa skrahirati. Ti moraš tudi dogodke po konci držati sedaj, pa vizijo prihodnosti. Prav takšno napredno razmišljanje je že 50 leti odlika profesorja Pečka, ki poskuša svojim pozitivnim odnosom ustvariti kreativno okolje. Ob tem pa galerija vseskozi bazira na širši prostor. Jaz govorim iz vidika, da smo mi vedno najmanj 300 kilometrov avizirali ljudi, pa jih privabili, če v Avstrijo, sploh sosedno deželo, če bi bili na Primorskem, bi pa Italijo imeli za zaledje. Veste kaj? In to je bila naša publika. In so bili veseli, zadovoljni, še kako ponosni, da so vabilo dobili. Torej, slovenjgradska publika, to je premalo za to, da imamo veliko galerijo. Mi moramo od zunaj, kako bi rekel, privabiti čim več Evrope in sveta. Ob tej izjemno pestri zgodovini pa si gospod Pečko želi, da bi mesto dobilo tudi knjigo, ki bi zabeležila vso to bogato zgodovino meščanstva tega področja, kajti v pisni obliki tega manjka. Manjka. Veste, da vem, kako bi vam rekel, a veste, oprostite, jaz sem slikar, veste, jaz nisem literat, ampak me pa dramatična zadeva zanima, me pa zanima zgodovina, odkot smo, kaj smo pa zakaj. In tu ugotavljam, da smo že 2000 let tukaj nekakšni, ne prišleki, ampak, oprostite, meščani tukaj že. V 14. stoletju so bili že meščani tukaj ponosni, odprta vrata v tistem stražarskem stolpu, pridite k nam. Ne tisto spuščanje dol železna vrata. To je v grbu noter. To se pravi, da nismo neko malo tega, malo onega, kot so nekatera mesta zrasla, razumete, v socializmu. Ne smemo pa pozabiti, da je prav naš sogovornik bil med tistimi najpomembnejšimi akterji, da je Slovenj Gradec dobil naziv glasnik miru. In spet smo pri dilemi, je to lovorika ali izhodišče. Je treba izobraževati. Jaz bi dal v šole noter, pa v šole še eni rekel, kaj? Ja, poslušajte, lepo vas prosim. Oprostite, imam še en izrek. Okolje je močnejše od človeka samega. Okolje je pa vprašanje, ali je zdaj amorfno, ali je brezbrižno, ali je pa, kako se temu reče, malo naelektrano. Pa da akceptira in tako naprej. To je treba ustvariti. Pa tudi v šolah, prostite, lepo vas prosim, še ni v zgodovini bilo toliko šol tukaj, od otroškega vrsta, srednje šole, fakultete, ne vem kaj, gimnazije, pa ne vem kaj, ven pa pride potem neko, oprostite, bolj povprečje. V društvu Ravma stavijo na alternativo, ki je spodbuda sicer dobro razvejani umetnosti. Tako da je tista igra opozicija in oblast,
ker mi pravzaprav predstavljamo opozicijo na nek način in za ta opozicija, danes imamo profesor Pečka tu, gre tudi za spodbujati in vedno pustiti v javna diskusija ta glavne teme našega mesta in eno od ta teme je sigurno mesto Glasnik miru. Zakaj torej to vrstne debate? Zato, ker so v društvu prepričani, da z nadaljevanjem pretekle angažirane tradicije ne bi samo ponovno pozicionirali Slovenj Gradca na globalni zemljevid, ampak bi dvignili tudi samozavest občanov in število turistov, poslovne možnosti in interes mednarodnih investitorjev.